Predstavljajmo si mesto, ki ga ni zgradila država, ampak recimo Apple, Sony in Nvidia. Mesto, kjer je vsaka ulica, vsaka stavba, prav vsako doživetje skrbno oblikovano s strani največjih svetovnih blagovnih znamk. In ne, to ni neka znanstvena fantastika, to je koncept nove harmonije, drzna vizija prihodnosti, v katero se bomo potopili danes. Vse skupaj se pravzaprav začne z enim samim, ampak res močnim vprašanjem. Kaj, če bi lahko ustvarili mesto, ki ni le prostor bivanja, temveč živi muzej prihodnosti? To ni samo nek marketingski slogan. To je temeljno načelo, na katerem sloni celoten, neverjetno ambiciozen projekt nove harmonije. Dobrodošli torej v prihodnosti, ampak kaj točno je nova harmonija? Pozabimo na običajna mesta. Tu govorimo o orjaškem 100 kvadratnih kilometrov velikem tematskem parku, nekakšnem kampusu prihodnosti, kjer obiskovalci niso le pasivni opazovalci, ampak aktivni udeleženci, ki soustvarjajo novo dobo. Poglejmo, kako naj bi bilo to sploh mogoče. Kako se sploh lotiti gradnje mesta prihodnosti čisto iz nič? No, vse se začne z načrtom. Poglejmo si arhitekturno in tehnološko hrbtenico, ki bi omogočila, da nova harmonija dejansko zaživi. Osnovna zasnova je v bistvu genialno preprosta. V samem srcu mesta se dviga mogočna 200 metrov visoka kupola, imenovana Srce inovacij. Od tam se kot žarki širijo različni tematski distrikti, vsak s svojim posebnim značajem. In kaj vse to drži skupaj? Pametna infrastruktura, umetna inteligenca, ki deluje kot nekakšen digitalni živčni sistem celotnega mesta. In tukaj stvari postanejo res konkretne. Ta živčni sistem ni samo neka ideja. Poganjali bi ga kvantni procesori podjetij Nvidia in Intel. Vstop v distrikte skozi Appleova holografska vrata. Prevoz z avtonomnimi vlaki, ki jih upravljata Uber in Wolt. Bivanje v modularnih hišah podjetja Hrofet, ki jih rezerviramo preko Airbnb-ja. Vse to pa bi povezovali megle vlaki, ki energijo črpajo iz sonjevih sončnih panelov. To je pravi ekosistem blagovnih znamk na delu. Ja, seveda, vse to ima svojo ceno. In ta cena je, recimo, da je kar vrtoglava. 500 milijard evrov. Že sama številka pove vse o neverjetnem obsegu in ambiciji, ki stoji za projektom Nova harmonija. No, zdaj pa je čas za ogled. Pripnite si pasove, saj najprej vstopamo v območja, kjer kraljujeta tehnologija in hitrost. To ni samo neka razstava, to je digitalna revolucija, ki jo lahko doživimo v živo. Naša prva postaja, tehnološki distrikt. In že imena, kot sta Appleova krogla neskončnosti in Nvidijin kvantni labirint, povedo vse. Tu ne gre za gledanje eksponatov za steklom, gre za popolno potopitev v tehnologijo, ki jo lahko dejansko občutimo. Poglejmo malo bolj podrobno. V Appleovi krogli neskončnosti bi nas obdajale stene iz prepogljivih zaslonov, polne interaktivnih hologramov. Nvidijin kvantni labirint bi bil labirint iz svetlobnih sten, kjer bi uganke reševali s pomočjo tehnologije sledenja žarkov. Slovenski ponos, DV-Soft, bi imel svoj senzorski center za prikaz nadzora stavb v realnem času, medtem ko bi računalniški muzej povezal preteklost od ZX Spectruma s prihodnostjo kvantnih računalnikov. Iz sveta bitov in bajtov pa skočimo v svet surove moči in hitrosti. Dobrodošli v avtomobilskem distriktu. Njegova osrednja atrakcija, Hyperloop pista podjetja Rimac, kjer bi vozila prebijala meje mogočega s hitrostmi do neverjetnih 400 km/h. Ta distrikt briljantno ponazarja dva obraza mobilnosti prihodnosti. Na eni strani imamo čisti, nefiltriran adrenalin, hiperavtomobile podjetij Rimac in McLaren na testnih stezah in naprednih simulatorjih. Na drugi strani pa trajnost. Električne flote BMW-ja in Mercedes-Benza, ki bi uporabljale Intelovo tehnologijo za brezžično indukcijsko polnjenje. Po vsej tej tehnologiji in adrenalinu je čas, da vidimo, kako bi nova harmonija čisto na novo definirala zabavo. Naš ogled se seli v distrikte, posvečene igričarstvu, nakupovanju in sprostitvi. Tu zabava dobi resnično povsem nov pomen. V samem središču zabavnega dogajanja bi stala arena dveh svetov, kjer bi se tisto legendarno rivalstvo med znamkama PlayStation in Xbox preselilo v fizični svet. Ekipe bi se borile v potopitvenih VR bitkah in na ogromnih e-šport turnirjih, ki bi združevali obe platformi. In to je, verjemite, šele začetek. Samo predstavljajte si,
Čisto zraven stoji 360-stopinjski kino, ki ga vodita Kolosej in Cineplex, ali pa Netflixov hotel, kjer soba vsak dan prevzame podobo druge serije. Le nekaj korakov stran je ogromna Razerjeva arena za e-šport, zraven pa nakupovalni center, kjer Nike in Adidas s 3D skenerji izdelata popolnoma personalizirano obutev, pravi ekosistem zabave. Zdaj pa naš ogled nadaljujemo proti, recimo temu, filozofskemu srcu mesta. Nova Harmonija namreč ni zasnovana le kot tehnološki in zabaveščni park, ampak tudi kot model trajnostnega bivanja in samozadostnosti. Pod vsem tem bliščem tehnologija in zabave se namreč skriva mogoče celo najpomembnejše načelo. Nova Harmonija je zasnovana tako, da bi bila popolnoma ogljično nevtralna. To ni le nek dodatek za lepši videz, to je temelj, ki je vgrajen vsak del njenega delovanja. In kako bi to sploh dosegli? No, z genialno sinergijo vseh partnerjev. Pomislite, električno omrežje bi napajala kar parkirana vozila podjetja Rimac. Hrano bi pridelovali v vertikalnih farmah Lidla in Spara, energijo bi zagotavljali Sonjevi sončni paneli, stavbe pa bi bile ekološke vile podjetja Hrovat. Vsaka znamka bi prispevala k skupnemu cilju, popolni samozadostnosti. S tem se naš hiter pregled počasi zaključuje. Čas je, da stopimo korak nazaj od vseh teh podrobnosti in razmislimo o širšem pomenu te grandiozne vizije. Je to res načrt za našo prihodnost? Pomembno je razumeti, da tole ni le neka utopična fantazija. Gre za podroben konceptualni načrt z enim samim jasnim ciljem – preoblikovati Slovenijo v globalno središče inovacij. Ustvariti živo, dihajočo zgodbo o prihodnosti, ki je ne bi bilo treba le videti, ampak tudi doživeti. In za konec vprašanje za razmislek, ki ga ta vizija neizbežno postavlja. Kaj v mestu, ki so ga v celoti zgradile blagovne znamke, sploh pomeni biti državljan? Kje se konča potrošnik in začne prebivalec? To je morda največje vprašanje, ki ga odpira Nova Harmonija.